Zdaj pa pazi to, zdaj bom pa iz srca govoril, zdaj pa brez prompterja, zdaj pa res napeto. Hitrej. To. Tema, ki bi jo lahko poimenovali ista štorija, drugi posnetki. Slovenska vojska. Ste kje pogrešali? Vsi vemo, da ni glih v najboljšem stanju in ni treba, da verjamete meni. Vprašajte vrhovnega poveljnika Slovenske vojske. Ocena pripravljenosti Slovenske vojske za leto 2012 je slabša od tiste, ki je veljala za leto poprej. Slovenska vojska dosegla najnižjo raven možnosti delovanja. Ostaja Slovenska vojska na najnižji ravni, Slovenska vojska na najnižji ravni sposobnosti delovanja. Je pripravljenost Slovenske vojske za delovanje v miru ocenjena z povprečno oceno zadostno? Je pripravljenost Slovenske vojske za delovanje v vojni za nezadostno. Zdaj, prva stvar iz tega posnetka, ki jo zvemo, je ta, da se naš predsednik ne stara. To je prva stvar. Druga stvar pa je dejstvo, da je naša država trenutno varna le pred Vatikanom, če nas napade. Z nunami pa zžegnano vodo. Čeprav, kdor je v življenju daj srečo nuno, ve, da z njimi nič specialna enota ne bi zobala češen. Stanje je celo tako slabo, da je sindikat vojakov vladi predlagal zakon, po katerem bi mal zvišali plače, subvencionirali vrtec, pa dal vojakom popust v trgovinah. V bivši Jugi si šel v vojsko, ki si moral, pa še to so te v Niš poslali, kjer si se naučil srbsko pa faso cirozo. Nekaj smel od tega. Zdaj reš pa v vojsko, ki boš ob sredah trojne pike dobil. Ni pa vse tako črno. El Presidente Pahor na koncu tunela vidi luč in tokrat to ni svetloba, ki vdira v njegov solarij. Eno samo višjo oceno pa je vojska le dobila. In sicer trojko za delovanje v miru. Slovenski vojaki imajo končno dovolj streliva in pogostejše vojaške vaje. Se pravi, vojska je za mir dobro pripravljena, tako da ima kaj, dost municije, ti. Koliko municije pa je dost, da lahko rečeš, zdaj smo pa pripravljeni na mir? 5 patronov? 100 patronov? Kaj bojo? Vojaki streljali po poplavah pa po žledu? Kaj bo? Kakorkoli, februarja je naša vojska na Počku imela posebno vajo za NATO, kjer so imeli nenavadno težavo. 3 dni smo zmrzovali v valukih, medtem ko je poveljstvo pilo čaj na toplem in spremljalo olimpijske igre, nam je zaupal vojak. Ja, medtem, ko so oficiri gledali, kako se športniki lovijo po mrazu, so bojda njihovi vojaki zmrzovali. Bilo tako hudo, da je 6 vojakov celo dobilo ozebline. To ni smešen, ne? Lahko se smejite, sem ni smešen. Torej je stanje alarmantno in jaz sem prepričan, da je vojska nemudoma poskrbela za bolj toplo obutev. Mi pa nismo izvajali nobenega igmanskega marša v preteklih dneh na Počko. Čisto normalno stanje, da lahko tudi nekateri imajo bolj občutljiva noge. Ste slišali? Bolj občutljiva noge. Je jasno? Vse v redu, družba. Naša vojska je dobro opremljena. Sam par vojakov ima malo občutljiva noge. To so pa ti milenici, ja? Ko je strmoglavu Hindenburg, ni bil problem v konštrukciji. Sam zrakoplov je bil malo občutljiv na kombinacijo ognja pa vodika. Vsak ima svojo šibko točko. Afera Schollen-Gate je postala tako vroča, da sta se ministrica Andreja in poslanec Žan spopadla na žive in mrtve. Blatite vse po vrsti, zračate na mene krivdo, velikokrat lažete. Zanimajo gospa ministrica, oziroma bi rad videl, kakšni so pa to škornji, da jih vi zdaj obujete in greste za 2 dni na Poček laufat, teč, se premikati taktično, zdaj ko je -15. A ste sploh kdaj prehodil 10 km v življenju? Prehodil sem več kot 10 km v polni vojaški opremi. Ste vi? Ste vi? Ok, kar smo slišali v tem kultiviranem diskurzu, bi imel samo eno pripombo. Žan, Ben ti ne verjame, da si prvič bil kadarkoli v vojski, drugič kadarkoli tekel v vojski in tretjič kadarkoli tekel. Pa pojmo nazaj med vojake.
Prej smo slišali izjavo vojaka, da so zmrzovali v valukih. Jaz sem šel spet pod krinko v globoko državo in ekskluzivno odkril, da se to ni zgodilo prvič. A se spomnite, kako so pred 2 letoma vojaki imeli težave v valukih? To je vozilo Valuk. Prezračevalna in grelna naprava nekaterih vozil naj bi povzročala nenavadno počutje vojakov 20. pehotnega polka. So rekli, da so se počutili, kot da bi bili umamljeni ali pa kot da bi travo kadili. Zadeti so bili od izpušnih plinov. In zakaj so imeli pline v kabini? Ja, zato, ker jih je zeblo, pa so mogli improvizirati in so v oklepnik auspuh napeljali. Če so nezavesti, te ne zebe. Ampak brez skrbi, druščina, odhajajoča vlada ima fantastično rešitev. Potem, ko smo zaradi afere stornirali finske Patrie, obrambno ministrstvo kupuje 2-krat dražje bokserje, nemške 8-kolesnike. Pa bojo ti oklepniki ogrevani? Drugač, družba, jaz sem prepričan, da nihče izmed vas ni niti malo skeptičen glede tega nakupa. V naši državi se namreč še ni nikoli zgodil, da bi bil nakup oklepnikov ali pa vojaške opreme sumljiv ali pa koruptiven. Tako kot je rekel kapitan Titanika, pa kak je pa lahko narobe? To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!